Približno mesec dni nazaj smo v detajle razkrili dejansko zgodbo o podpredsednici Državnega zbora in njenem naročanju SD flisov na državni denar. In na koncu sem jo lastno gobčno pozval k odstopu. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, folk se joče, ker nima, ti pa kradeš, da te ni sram. A boste vladali pa naredili nekaj dobrega za državo, a boste sam kradli? Vrn denar občini, pol pa odstop, jasno? In ne boste verjeli, kaj se je zgodilo ta teden. Muršičeva je priznala, da je lagala, zavajala in kazala, da ima slab okus za modo in predvsem odstopila iz mesta podpredsednice Državnega zbora in iz mesta občinske svetnice v Rušah. Kar pomeni, da nas je ubogala in da imam končno besedo. Tako da zdaj, dajte potrpeti z menoj, lepo po vrsti. Scuderia Ferrari. Oj, do druga tedna bi imel eno tole Berlineto F12, če lahko prosim. Druga točka, a lahko se malo da izkoristim, dokler držita moji ukazi. Nadja Bičkova, v soboto ob 20. v Meku na Šmartinski pregralih, prav? Če lahko. In še tretja stvar, to je pa najpomembnejša. Seznam politikov, ki jih prav tako pozivam k odstopu. Dušan Mramor, Makovec Brenčič, Kolar Celarc, čakamo. Čakamo. Mogoče velja Bojana Muršič za zgled ostalim, ampak jaz pravim, da je polovičen zgled, ker je priznala, ampak poslanka bi rada pa še vseeno ostala. Ker prvič, po novem so lahko poslanci kriminalci, oziroma to je očitno pogoj. In drugič, ker službo moraš imeti, ne. Lahko bi postala pa recimo trgovski potnik z ono firmo z bajicami. Ali se pa pridružiš kakšni beduinski karavani trgovcev, kot kamela, jasno. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.